Še enkrat lepo pozdravljeni. Kot je Irena prej pri napovedu v filmu povedala, sva pač se bo v filmu zdaj pogovarjali nekaj z gospod Renato. Renato vam je že predstavila, pa tudi tako vam jo ni treba posebej še predstavljati. Zdaj, obedve smo si ta film ogledali, jaz sem si ga zdaj sicer drugič, Renata si ga včeraj prvi večer, tako da smo še obedve kar pod vtisom tega filma, no. Mislim, da smo vsi. Mogoče samo to za začetek, da seveda se bova midva pogovarjali med seboj, na koncu bova dali tudi vam besedo, ampak če bi že vmes prišlo, da bi želeli kaj vprašati, kaj pokomentirati, mislim, da ni težave. Irena bo potem vzela še en mikrofon, pa ga bo še. Pa tudi mislim, da bi se slišala, če se bomo, če bomo bolj na glas govorili. Mogoče še to za začetek, da midva z Renata se do zdaj še nisem spoznali osebno, tako da smo kar malček treme, ampak mislim, da bom dobra sogovornica, da ne bo težav. No, zdaj greva pa lahko kar v filmu. Že na začetku filma, pri prvem kadru, zaslutimo, da se bo pravzaprav zgodilo nekaj zelo hudega, ko vidimo, da ženska izraža željo, da jo teh pokapati v Maroku, ne vemo še koga, potem pa vidimo naslednjo sceno, da letalo s 4 belimi krstami in seveda lahko pomislimo, kaj je v teh krstah. Ampak ves čas pričakujemo, kaj se bo zdaj v tem filmu hudega zgodilo, kako se bo to dogajalo. Režiser filma Lafos je rekel, da je izjavil v tem filmu, da kar me pri družini zanima, so motnje. Vse tiste stvari, ki jih ne moremo razkriti. Vendar pri njih sodelujemo. Razlogi, zakaj nam je nelagodno, čeprav ne vemo, odkot izvira težava. Zakaj se ne moremo rešiti s kom. Sprevrženo razmerje je privlačna tema za film, saj je to skrita tema, ki jo napaja kompleksni liki. Tako je nekako spregovoril o tem, kako se je tega filma sploh lotil. Mogoče, Renata, kaj bi vi na začetku o filmu povedali? Ja, najbolj zanimiva stvar je seveda, da je bil režiser impresioniran z zgodbo, ki jo je bral v časopisu, namreč 2008. leta se je takšne vrste zločin zgodil v Belgiji, ko je mati ubila 6 otrok. In v bistvu zgodba, resnična zgodba je zelo podobna zgodbi, ki jo tukaj predstavi. Tudi tam gre za žensko, ki je poročena z imigrantom. Tudi oni živijo v bistvu v neki čudni navezi z enim zdravnikom in tudi v tem resnični zgodbi je šlo za neko vedno hujšo padanje v depresijo, ki ga pravzaprav nihče okrog ženske ni opazil. In na koncu v resnični zgodbi pač zvemo iz časopisnih člankov, da je ta mati dejala, da je v bistvu želela ubiti otroke zato, da pravzaprav zradira na nek način svoje lastne življenje v popolnosti. In zanimivost tega filma je, da nimamo tukaj zgodbo Medeje, skratka ženske, ki bi želela ubiti otroke zato, da rani svojega moža. Vemo, da je pravzaprav pri Medeji cela vrsta interpretacij, da ko se je čutila zapuščeno, je v bistvu pač želela raniti svojega moža in želela mu je vzeti tisto, kar mi je bilo najdražje. In istočasno pravzaprav Medeja tudi ni htela biti dojeta kot mati, ampak je htela biti dojeta kot ženska. Htela se je pač upreti tej podobi materinstva, s katero je postala po odhodu Jasona na nek način obremenjena. Skratka, tle je šlo za ranjenje drugega. V tem filmu pa tega nimamo. Nimamo nekakršne neke zgodbe, kjer bi ona želela nekoga izigrati. Tudi nimamo neke klasične, neurotične situacije, ko recimo nekdo naredi samomor zato, da bi nekoga drugega naredil krivega. V psihoanalizi navadno ločimo 2 tipa samomora. En samomor bi bil tisti, kjer posameznik za samomorom v bistvu naredi nek klic velikega drugemu. V teh primerih imamo zelo velikokrat neko pismo. Pač posameznik želi biti v bistvu simbolno še živ po svoji lastni smrti in želi druge v bistvu za svojo lastno smrtjo zavezati. V drugem tipu samomora, tako imenovanem psihotičnem samomoru, pa navadno gre za neko izničenje.
za izničenje posameznika, ko recimo posameznik ne da nikakršnega znaka, zakaj je naredil, nikakršnega pisma in v bistvu niti ne gre za to, da bi želel kogarkoli kaznovati. Gre kot da se želi posameznik izbrisati in mislim, da je ta zgodba tukaj temu bližja. Zdaj v tem filmu vidimo, da Muriel pred zadnjim dejanjem da nakit, da je simbolne znake, ki jih je imela na sebi, vidimo, kdaj je dobila ta nakit za darilo v posebno ovojnico za svojo sestro. No, v realnem življenju je prav tako se zgodilo, da je pravzaprav ženska vzela dve kuverti, v eno je dala isto kot tukaj nakit, v drugo pa neko sporočilo svoji najboljši prijateljici, tam tista ženska, ki je bila dan tukaj vlogo sestre, je vloga tam neke prijateljice, pač v tem pismu jim sporoči samo to, da želi v bistvu pač končati vse in končati vse pomeni tudi nekako zbrisati življenja svojih otrok. No, mogoče, če greva, samo še Damar, se odzovem na to, vendarle v tem, proti koncu, Muriel že zelo drsela navzdol, tudi s tem, kaj poskušala psihiatrino poklicati, je na nek način poskušala nekaj narediti korake v to smer, da bi vendarle se razbremenila te svoje stiske. Ampak če greva na začetek filma, kako se pravzaprav ta razvoj odnosov sploh začne, Stopimo potem naslednji kader, od tam, ko vidimo, kako je na koncu, vidimo, da gre za mlad par, Muriel in Munir sta strastno zaljubljena, ona je polna radosti, veselja, on pač izjavlja tam, da bi rad z njo preživel življenje. Mogoče, če greva tako nekako skozi film, kako se ta razvoj odnosov skozi film pripelje do tega tragičnega konca. Jaz mislim, da je cel film na neki vrsti film o ljubezni. Tukaj imamo toliko različnih nivojev ljubezni. Ljubezen med glavnima junakoma vidimo, da je iskrena, zelo sta si predana od začetka, tudi ko pride do konfliktov, so pravzaprav neki momenti obupa, še posebej zato, ker Muriel nekako ne zna razumeti, kaj se dogaja, ni neke jasne tudi komunikacije, ko začne Muriel padati v depresijo in na nek način tudi ne moramo pričakovati. Lahko samo ugibamo, kaj se v bistvu njej dogaja v njeni notranjosti. Potem neka paradoksna ljubezen, identifikacija seveda obstaja z zdravnikom, z Andrejem, ki je dominantna oseba, ampak istočasno jim zelo, zelo pomaga. Tako da ves čas v filmu pravzaprav pričakuješ, da bo naredil nekaj izrazito slabega. Jih nadzoruje, ne želi jih spustiti iz svojega nekako objema, ki je zelo močen, na nek način relativno neetično se loteva zdravljenja, težav Muriel. Najbolj problematičen odnos je v bistvu med samim zdravnikom in psihiatrinjo, kjer nekako vidimo, da gre za precej problematičen problem, kako se lotevata njenega stanja. Andrej ga na nek način zanika, psihiatrija pa ravno tako ne naredi tega, kar bi v bistvu profesionalno mogla, če že misli, da etično ne mora nadaljevati zdravljenja, bi bilo absolutno nujno, da bi Muriel predala nekomu drugemu, v bistvu jo zapusti. Potem imamo tudi teko zelo zanimivo ljubezen seveda v družini. Muriela vidimo recimo prav ljubezen med Muriel in njeno taščo je izjemna, objemi na letališču, njena identifikacija z Marokom. Tako da v filmu jaz vidim celo vrsto res tragičnih identifikacij. Identifikacijo seveda te maroške družine z lepim belim svetom, ki ga pač upajo najbolj izkoristiti, kar se da z raznimi porokami in na nek način z infiltracijo v francosko družbo in istočasno seveda neka vez za domovino. Vemo, da so kako obiščajo Maroko pravzaprav najbolj srečni kot družina, čeprav zopet ne grejo tja sami. Meni je ta identifikacija zato zanimiva. Ko sem razmišljala o liku Muriel, mi je najbolj prihajalo nekako na misel, da morda v njenem primeru gre za to, kar v psihoanalizi imenujemo as-if personality. Helen Deutsch je v 50-ih letih pojmovala ta termin, da bi nekako označila
osebe, ki imajo neko psihotično strukturo, nimajo pa zunanjih znakov psihoze, kar pomeni, da se pri njih psihoza ni sprožila na način, da bi recimo drugi opazili. Ne opazimo nekega jasnega delirija, ne opazimo recimo tega, da bi posameznik se čutil, da je ves čas nadzorovan ali da sliši glasove. Neke te znake delirija, ki so recimo neki razpoznavni znaki za druge, pri tem, tako kot osebnost, vidimo, da lahko ima posameznik psihotično strukturo, pa vendar funkcionira popolnoma običajno, lahko rečemo celo normalno. In zakaj? Za Helen Deutsch sta bila dva ključna momenta, ki takšnega posameznika držita skupaj. Eno je identifikacija, da je tak posameznik zelo močno sposoben nekako slediti drugim, se identificirati in se je zelo močno možen identificirati v bistvu recimo z eno osebo, se je mogoče s to prelepiti, jo kopirati. Druga stvar je pa, da v tej identifikaciji ves čas prihaja tudi do neke imitacije obnašanja. Zato na zunaj lahko deluje v bistvu vse običajno, v notranjosti posameznika pa se dogaja nekaj čisto drugega. Mislim, da te navezave, ki jih tukaj vidimo, kažejo na to. Njena vez z možem je tudi izjemna. Če pomislimo, ko se jima rojevajo otroci, tu razen ob zadnji nosečnosti sploh ni vprašanja. Ni niti pravzaprav izražene želje. In to mi je bilo zanimivo, ker če pogledamo neko navadno nevrotično zagato željo, je vedno vprašanje, a to hočem. Pa kaj hoče drugi, kako me drugi vidi. Tukaj se pa otroci nekako kar dogajajo, eden za drugi ven padajo nekako. In vsi so prav lepo postrukturirani, vidimo, da za otroka lepo skrbijo, ampak vprašanj pa ni, kaj mi dva želimo, razen v nekem trenutki, ko prihaja do konflikta, ampak spet ne prihaja do neke možnosti, recimo separacije. Tukaj imamo identifikacijo, zlepljenost, recimo prav z zdravnikom lahko rečemo, da ima Munir neko vrste zlepljenosti z tem svojim surogatnim očetom. Nadomestnim očetom. Ja, nadomestnim očetom. Vse to je pravzaprav, jaz ko sem gledala doma, ta film in bolj, ko gledaš na to majšnem ekranu, sem najprej opazila, da je pravzaprav skozi režiser snimal tako, da je bila skozi, kot bi bila ena taka motna v pogledu in sem najprej mislila, da mogoče mi kaj ne dela, potem sem pač videla, da je to namerno. Pravzaprav je ves čas en občutek, kot da ne moramo pogledati celotne slike, da nam skozi nekaj zastira pogled. Tudi navsezadnje, večina teh stvari se dogaja v interierjih, zelo malo je prizorov zunaj doma, razen tam, ko so v Maroku, ko gredo tam na počitnice in so na obali. Se pravi, da ves čas na nek način spravlja en tak občutek, da ne vidimo vsega. In to, kar ste vi rekla, zdaj se mi zdi, mi na nek način ne zmoremo pogledati celotne slike. Lahko si pa, postavlja se nam pa veliko vprašanj. O Muri niti ne vemo, kaj je to z mamo, ko sestra pravi, ja si mami povedala, sestra je recimo taka malo bolj živahna, a zdaj se ne smemo več smeti. In dejansko se potem pri filmu, na začetku se še začne želja, recimo Munirja, jaz bi rad s tamo preživel, rad bi živel, skratka te imam rad, ona tudi, na začetku še izražata te želje, tudi ta njuna radost ob tem, kako bodo preživeli, kaj bo zdaj z njegovo službo, pa to je še. Potem pa to zelo hitro zamre in na nek način tega dialoga, kaj se s kom dogaja praktično do konca filma med njimi, skoraj da ni več. Počasi se pa seveda ta Andreja, iz tega, da je nek, vidimo, da je nek dobrotnik, tisti, ki ima, in daje tistim in pomaga tistim, ki nimajo, potem se nam pa že zelo hitro začne prikazovati kot tisti, ki vrši neke vrste nadzor. Pravzaprav se to potem zelo vidi tam, ko ona že precej obupana pravi, da ne zmore več in če bi se preselili v Maroko. Tukaj spet lahko mogoče pomislimo na ta njen, to, kar ste vi omenila, na nek način pristen odnos s taščo. Tudi ko se pa na letališču objemata, tašča na nek način čuti to njeno stisko in žalost in da to ne nekam navzdol. Zdaj, kar se pa nje tiče, jaz sem tudi razmišljala precej o njej, pa vendarle mi je to zanimivo, to, kar vi pravite, gotovo drži.
Po drugi strani pa lahko skozi njo doživljamo to, da se lahko tudi zelo običajnemu človeku, ni nujno, da ravno z neko psihotično strukturo, ne? Niti ni nujno, mi to lahko, ko pogledamo, pa analiziramo, pridemo do tega, ampak da se lahko v nekih življenjskih okoliščinah, ne, zgodi, da se ti pač ta prostor vedno bolj oža. In kako iz tega prostora potem izstopite, pa morda vedno težje, ne? Ker ravno, ko sem razmišljala o tem nadomestnem očetu, in tukaj je šlo za tisti prepir med bratom, še čisto na začetku. Ta prepir mi je bil na začetku malček težko razumljiv, ne? Kaj je zdaj tisto, zakaj so tako jezni, na kaj ljudje govorijo, kaj je tisto, da si ga je on prisvojil, ne? Tukaj mi ni bilo čist na začetku jasno, kaj dobro, brat je bil jezen tudi zato, ker se je počutil on prikrajšanega, ne? Kako ste vi tam razmišljali, kaj je pravzaprav s to vlogo tega, se pravi, po eni strani očeta, oziroma ne vemo čisto točno kaj, ne? Ja, v bistvu lahko rečemo, da je nek paradoks dobrotnik cele družine, ne? Poroči se s sestro, čeprav ne živite skupaj, finančno skrbi za to novo družino, popolnoma, bolj ali manj skoraj. In na koncu lahko rečemo, celo mlajši brat je odrešen Maroka, ker ga poročijo za Murijevo sestro, ne? Ampak jaz bi se vrnila k temu na začetku, kar ste zdaj dejali, ravno ta občutek, kako je kadriran film. Namreč tukaj jaz mislim, da je res režiser naredil neko zelo dobro stvar, da je ves čas kadriral sceno, kot da jo nekako, da gledamo skozi neko okno, ne? Če ste opazili, tudi sama scena v Maroku, jo gledamo skozi tista vrata, ne? Vidimo njih, kot sedijo tako, recimo, relativno srečno izgledajo, ne, pred hišo, jih gledamo nekje skozi vrata. Potem velikokrat imamo občutek, kako da je en del zavese še v kadru, ne, in imaš seveda občutek, da se bo da nekdo opazuje, ne. Pričakuješ, da se bo zgodilo, da mogoče Andrej opazuje, ne. Res sem pač razmišljala na začetku, a je mogoče perverzno, ali kaj se bo kaj seksualnega zgodilo, ne, jih bo nekje napadlo, ali kaj takega, ne. In je paradoks pravzaprav, da se nič takega ne zgodi, ampak to kadriranje seveda kaže na to, prvič, da mi gledamo življenje drugih vedno skozi nek okno, ne, skozi nek okvir. Na drugi strani pa seveda gledamo tudi svoje lastno življenje skozi okno fantazme, ne, in na neki točki velikokrat, prav če se vrnemo k problemu samomora, se ravno psihotični samomori zgodijo kot skok skozi okno, ne. To je že Jacques Lacan dejal, da je velikokrat prav ta skok skozi okno kot neke vrste skok skozi fantazmo, skozi zgodbo, skozi tisti scenarij, ki si ga sam pripovedoval, ki je do določene mere držal skupaj, ko ta zgodba ne deluje več, ko te ne drži več skupaj, pravzaprav skočiš skozi to okno v neko praznino, v neko samoizničenje. In mislim, da se do določene mere v tem filmu to zgodi. Z njenim poskusom umora, ko sem šla brati te zgodbe, kaj se je resnično zgodilo, je tudi v resnični zgodbi mati dejala, da je otroke ubila z nožem zato, ker je edino na ta način bila prepričana, da jih bo res ubila, ne? Da je razmišljala, da bi pravzaprav jih ubila najprej z zdravili, ampak potem je mislila, pri zdravili lahko vedno gre nekaj narobe, lahko jih samo poškodujem, lahko jih naredim trajno invalidne, samo nož v mojih rokah je pa tisto, kako bom vedela pravzaprav, da so dokončno ubiti. Zdaj, jaz mislim, da to vaše zadnje vprašanje, a se ne nekaj takega lahko zgodi v vsakodnevnem življenju. Tukaj bi rekla, da je bolj ne. Namreč zakaj? Če pogledamo tako na umore, recimo prav take traumatične umore, bomo videli, da ni tako preprosto narediti tako takšen zločin posameznikov. Zelo velikrat, recimo, ljudje lahko naredijo grozljive zločine, če so recimo pod nekim vplivom ali alkohola, ali droge, ali kaj takega, ali mogoče stisnjeni v nek kod, da delujejo impulzivno. Takšne vrste zločin pa lahko rečemo, da ni posledica tega, da smo preprosto v vsakodnevnem življenju stisnjeni, ne. Zdaj, imamo precej takšnih zgodb, zelo podobnih, ena najbolj znanih zgodb v Ameriki, seveda je slavna zgodba Andreje Yates,
Andreja Jec, nekaj kratkim časom. Ja, no, Andreja Jec je pred dobrimi 10 leti ubila 5 otrok. Ampak meni je bilo zanimivo takrat, ko sem študirala ta primer Andreja Jec. Vsi ameriški časopisi, vse ameriške televizijske mreže so samo o tem pisali. Istočasno se je zgodil zločin moškega, ki je ubil 6 otrok. Enemu je uspelo se nekako izogniti. In v tistem je bilo napisano samo ena mala notica, ki sem jo enkrat zasledila in potem gledam, kako je to možno. Cela Amerika diskutira o Andreji Jec, o tem človeku, ki je poskusil biti 6 otrok, pa takole ena notica na kriminalni strani. Ne? In potem sem v bistvu, ko sem šla statistiko gledati, da večinoma, ko se zgodijo takšni umori, je pravzaprav 50% primerov, ko moški ubijajo otrok. Razlike so pa v tem, da velikokrat moški storijo takšen akt iz jeze, ko jih je zapustila partnerka, kot neka vrsta kaznovanja partnerke in zelo velikokrat seveda tudi oni se poskušajo ubiti same sebe. In druga stvar je, da velikokrat narijo tak zločin pod vplivom nečesa, alkohola, pri ženskah najdemo recimo bolj redko, da so pod vplivom nečesa. Ja, mislim, kakšna pa potem, da ste rekla, da je razlika pri moških, a nekako pa potem pri ženskah? Ja, to je pa dejansko naša čista ideologija materinstva, ne? Glorifikacija materinstva, travma tega, da mati pač naredi tisto najbolj grozno dejanje. In zdaj, veliko teh zgodb, ki sem jih pač v preteklosti malo študirala, takšnih umorov, sploh majhnih otrok, je vezano na to, da se v bistvu ženska opira temu, da je dojeta izključno kot mati. Tle je bil en drug, tako zelo tragičen ameriški primer, tudi pred leti, ena ženska, Susan Smith, je ubila 2 mečkana otroka in sicer tako, da jih je privezala v avto, potem je zapeljala iz ceste v eno jezero, ona sama je ven skočila, otroka pa avto je nekako utopila. Ne? In potem je pa prišla ona pač nekako k policiji in naredila neko zgodbo, da je črnc ugrabil avto in nekako otroke in da zdaj so pa cela Amerika iskala tiste otroke, ne? No in potem seveda čez 10 dni se je ugotovila, da je pravzaprav to storila ona. In ta primer je ravno tako zanimiv, ker tukaj se je zgodil pa ta umor otrok zaradi ene prav tragične, nesrečne ljubezni. Susan Smith je bila zapuščena od svojega partnerja, delala v eni trgovini in v trgovini se je zaljubila v sina lastnika trgovine, ki pa nekako je dal vedeti, da ga moti, da ima otroke. In tukaj je v bistvu želela pravzaprav najti neko ljubezen in se prikazati kot ženska zopet, kot ženska, seksualna ženska in ne kot mati. Ne? Zdaj, v tem filmu včeraj pravzaprav zame najbolj zanimiva, sem gledala včeraj, je ta sprememba v bistvu izraza obraza Marije. Meni se zdi, da je to izjemno fenomenalno. In tukaj lahko vidimo v bistvu vso njeno trpljenje povezano z njenim vedno hujšim padcem v depresijo. Zdaj, ko pa govorimo seveda o depresiji, tudi tukaj je navadno treba res jasno nekako pokazati eno menico med depresijami, ki bi bile lahko vezane na neke realne izgube ali pa na mogoče neko nevrotično strukturo posameznika in depresije, ki imajo lahko psihotično ozadje. In spet meni se v tem primeru zdi bolj, da gre za ta drug primer, ne? Ker ta padec v depresijo je pravzaprav res izjemen, vedno hujši. Imamo celo trenutek v filmu, sveda, ko vidimo, da ima pravzaprav neko rahlo paranojo, ravno preden da pokliče psihiatrinjo, čeprav sam film ne igra na to, da bi recimo kazala ona očitne znake paranoje. No, čeprav tukaj mislim, da se lahko vseeno še malo dotakne Andreja, dobrotnika, očeta, zdravnika, ker zdaj tako, ko sem jaz razmišljala, ko sem se pripravljala na ta razgovor, sem pa vseeno razmišljala zdaj, kaj je pa to zdaj za en človek, kam pa ta človek na nek način spada. Zdaj, če bi nekako, bi lahko pa tudi razmišljala o njem kot recimo človeku, ki ima pa recimo narcistično osebnostno strukturo.
kar pomeni, dejansko nekako ni videti, da bi on imel res empatijo, čeprav s svojimi dejanji to kaže, ampak on rabi zelo veliko tega odziva in pravzaprav se vprašaš, če ni tako zelo povezana z Munirjem, tudi zato, ker je Munir na en način, ga ima res rad, mu je res hvaležen in cela njegova družina in ves čas je treba poudarjati, kako je on tisti, ki jim omogoča dobro življenje in rabi to potrebo, da je on res pomemben in uspešen in itak je tudi uspešen zdravnik. Tudi tam na svojem poklicnem področju ima uspehe. Namreč, ko ona dva tam, ko nakaže, da bi se vendarle malo samosvojila, postane pač agresivna, se razjasi in dejansko pritisne na vse mogoče sile, seveda ni zdaj to tako zelo dramatično, ampak vendarle ju ne spusti. In se mi zdi tukaj, on še kar pomemben lik v tem razvoju dogodkov. Ja, absolutno. On ima nek perverzno užitek, skoraj neke napol božje figure tukaj. Organiziral si je tako družinico, v kateri je skoraj, da nekako je član, pa ni, ampak v bistvu on lahko to družino gleda skozi to okno. Ne rabi si pa preveč mazati rok, tako buci, reče tem otrokom, malo poplača, tako jih gleda, jih pa kot neko res slikanico, kjer v bistvu eksternalizira svojo lastno željo po družini, samo s tem, da jo nekako spostavi, kontrolira, ni pa dejansko on sam upleten v tem, da bi recimo imel svojo lastno družino ali karkoli. Nič ne vemo o njegovem zasebnem življenju, nekaj časa imamo občutek, da morda gre za neko homoerotično ljubezen, pa tudi tukaj ni nekih znakov, da bi šlo to, kar ste rekli, je res, da je imel užitek v tem nadzoru. Čeprav, če pogledaš, mlada družina je imela vse možnosti, če bi imela neko psihično moč, se od njega separirati, da lahko preživi. Nimamo neko družino revežev, ona učiteljica, lahko bi se preživljali. Tako da gre za nek dvojni užitek, da so se pravzaprav v tem nadzorovalnem sistemu oboji ujeli. Tukaj se mi je zdaj zanimivo to, kar sem v zvezi z režiserjem brala. On je pač rekel, da njega družina zanima, seveda tudi kot prostor demokracije in po drugi strani kot prostor, kjer je lahko največ nasilja in da ga zelo se dotika tudi v njegovih prejšnjih filmih ta vprašanja, da ga to zelo, kaj lahko naredimo pravzaprav na en način s preveč ljubezni in kaj s pomanjkanjem ljubezni in kako se to lahko pač spreobrne. Se vi ste v tem pravzaprav ravno tudi že kar pisala, tudi zdaj ta prispevek, ki sem ga prebrala v tiraniji ljubezni, starševstva, pravzaprav. In se mi zdi, da na nek način se tle, mi ne vemo, tako kot ste vi omenila, tudi jaz sem vmes pomislila, kaj je pa on slučajno kaj zlorabil te otroke, ker namreč morda je to že zrcanga vzdušja v filmu, ves čas čakaš, kaj se bo zdaj zgodilo, kaj se tukaj zadnji, recimo pri tem Andreju skriva, potem se pa praktično nič takega ne zgodi. Ampak, ko tako pogledaš, celo on pomaga, vsakič vskoči, tam, ko ona ne zmore, pa potem riše s tamalimi, celo tamale na nek način bi kar šle z botroma, so botru narisali v risbico in je čist prijetno. Ampak hkrati ni videti, da bi se on dejansko ves čas poskušal imeti nadzor predvsem nad Munirjem in to, da se on ne bi zmanjil. Tudi s tem, ko začne počasi njo ne upravljati, ampak pripisovati neka slaba ravnanja, to kot je bilo s tem denarjem. Tako počasi tonejo vedno globje. In tudi na nek način ne veš, ni videti tega, to sem si lahko zdaj domislila, kot da bi malček celo užival pri tem, ko se med njima stopnjuje recimo konfliktna situacija. Ja, mene tako film spominjala to znano ameriško reklo, there is no free lunch. Ko ti nekdo kupuje vsa kosila, seveda boš za to neki zelo veliko ceno plačal. Me je pa to spominjalo pravzaprav na neke naše slovenske hiše, ki gradimo tako velike hiše, da potem živijo v sendviču in kjer pravzaprav gre za zelo podobna neka nadzorovanja. Andreja ne smemo dojeti, jaz mislim, kot osebo, ki je v bistvu sprožila ta zločin. To bi bila največja napaka, bi bilo, ker kadar posameznik naredi ta zločin, v bistvu ga moramo imati kot subjekta. V tem smislu, da je na nek način sprejel neko lastno odgovornost. Pri takšnih zločinih je zapravo zelo velik problem. To
to, da je poklicala, tudi v realni zgodbi je ženska poklicala potem, ko je se je zavedala. Zdaj, kazen v resnični zgodbi je bila v bistvu, kaj sem to smrtna, doživljenjska ječa, ženska je zaradi zaporov in v bistvu na nek način, sploh v Ameriki, kadar se zgodijo takšni zločini, čeprav je šlo za recimo psihotično izkušnjo ali pa že kakšne znake psihoze prej, se bo zelo redko zgodilo, da bo pa na sodišču posameznik dojet kot neprišteven. Zaradi tega, ker je traumatičnost za opazovalce takšnega dogodka prevelika. Veliko krat deluje, da bi bila recimo zdravljena v psihiatrični bolnici premila kazen, tako simbolna, zato. Zato je bilo meni zanimivo, zato sem v vašem prispevku prebrala s to družino iz Teksasa, da so potem vendarle premestila na psihiatrijo, češ da vendarle ni bila prištevna. Ja, čeprav v primeru Andreje Jec smo imeli bolj jasne znake psihoze in tudi pri njej je bil neke vrste dobrotnik, zato me je ta zgodba tudi na to spomnila. Namreč pri Andreji Jec, ki je bila zelo, zelo religiozna ženska, se je zgodilo, da je zelo padla pod vpliv enega potujočega duhovnika. In ta potujoči duhovnik je razlagal, da slabi otroci prihajajo od slabih mater. In ona se je s to tezo identificirala do te točke, da je pač dejansko imela občutek, da je ona tako slaba mati, da edino z umorom otrok jim odpre mesto v nebesih, preden postanejo prestari in točka, ko bi lahko izgubili to možnost, da grejo v nebesa, je bila pa po prepričanju nje in tudi tega duhovnika, takrat, ko otroci postanejo pubertetniki. No, čeprav tudi tukaj, v filmu, je pravzaprav to začelo počasi toniti, s tem, ko je bilo vedno več otrok, vedno več tega dela, vedno več rutine te doma, tudi recimo tista situacija, ko je zaspala, ko se je ustrašila, da ni skuhala kosila, kaže na to, da pravzaprav je bilo to, imela občutka, da ne zmore več. In tudi ta spodbuda strani Andreja, da je vsej dobro namerna, se boš spočila, bodi doma, ti ni treba v službo hoditi, bo zate lažje pravzaprav še zožila ta prostor. Ja, seveda tukaj vidimo žensko, ki je zelo obremenjena s številom otrok, za katere bolj ali manj sama skrbi. Nekaj časa pač vidimo, da še ima službo. Potem pa vse ne vidimo nikogar drugega, ki pomaga v gospodinstvu. Tukaj navadno družba in drugi družini navadno zaprejo svoje oči in tega ne želijo videti. In tudi tukaj lahko vidimo, da mož pravzaprav tega ne opazi. On je jezen, zato ker čuti, da je nekaj spremenjeno v odnosu do njega, da se nekaj dogaja. Pravzaprav pa nihče ne pomaga. Pa v bistvu tudi tisti trenutek, ko vidimo, da Muriel pada v norost, to je po tem obisku mame, po tistem, ko se preobleče v to dolgo obleko, ko pravzaprav začne zgledati tudi na tej javni prireditvi, kako pretirano navija, ko vidimo v bistvu neke take izpade, sta oba, Andreja in njen soprog, v bistvu zatiskala svoje oči. In jo poskušala disciplinirati na nek način. Ja, obrniti nazaj. Mogoče je zdaj to trenutek, da vendarle še vas povabimo, da kaj vprašate, komentirate, karkoli v zvezi s filmom. Glasbe v filmu se 3 skladbe se nanašajo na Magdaleno. Vprašala sem za glasbo, v kateri so 3 različne skladbe, ki se nanašajo na Magdaleno. Ja. To je vprašanje. A kaj mislila, zakaj je to? Ja, če mislite, da je nekako takoli... Jaz tega nisem recimo osebno sploh opazila, vidite, da niste taka poznavalka, tako da nisem o tem niti razmišljala, ampak to gotovo mogoče da še nek dodaten zoren pogled, tako da nisem vas recimo tega sploh opazila. To so pa te stvari, ki ti odpirajo še in še, to so kakšne take drobni detalji, ki ti še znova odpirajo vprašanja. Ampak a se vam zdajle, ko se je ta Magdalena pojavila, se vam kaj zazdela? Ne vem, kaj misliš.
pač, čeprej ste ravno na njo omeni nekaj svetopisanskega, ko ženska grešna ženska. Mogoče bi drugič, ja. No, pa še na nekaj sem se spomnila. Ja, da je spet kako bi to lahko povezali? Pač prav tako, kot da je ona grešila, da je ona tista, ki je zagrešila nekaj, kako? Ne vem, jaz sem zdaj prvič film gledala, zelo sem slišala to Magdaleno, zato sem vaju vprašala. Gotovo to ni naključno, ne? Saj režiser je tudi recimo, on je to verjetno zelo razmislil, ne? Ker on je prav tudi izrekel, da se od takih zločinov nikoli ne pride po naključju, ne? In da to ga glih vleče raziskovati, ne? Kaj ste hočeš reči? No, to mogoče je navezava na voljo do moči, pa vendar ne preveč sodelovati. Spomnilo me je na Vladimirja. A je na Vladimirja našega? Zupančičevega, ja. Ja, mogoče je res. Ker je tudi tako skozi njima živejo, ne, in vaš čas potem pa vedno bolj, ne, in na nek način užival ob tem, ko ste se ona začela prepirati. Dejansko malo spomne, ja? Da je zelo spomne, samo da je ta bolj subtilen, ne. Ampak zato pa, kar se mene tiče, no, jaz se čisto ne strinjam, ne, da je ni oviral, ne, pri tem, da bi živela normalno. Meni se zdi strahovito umiljujočno. Prav strašno. Ja, ona ni imela več izhoda, ne? Ja. No, jaz bi se tukaj z vami strinil, ker ona je pač rekla, glavna junakinja je povedala, da se čuti ujeto. To zdaj pri vama je bilo iz vašega pripovedovanja sicer zaznati, so to ujeto, samo to besedno še niste rekli. Jaz sem pa zdaj izrazil, da sta ujeta je. In to je bil prvi korak, da si lahko povezal začetni kader s to tragedijo, ki je bila na pomoru, ki je skozi spremljala pa tisto. Zdaj se pa navezujem na to, ki je gospa rekla, od Magdalene naprej, pa ta Andrejeva vloga, ker v bistvu jaz mislim, da oba iskreno zaljubljena, kot sta bila v začetku, se mi zdela ona bolj zrela kot on, v nekem smislu, zrelosti kot človeka, kot ženska, da bo on izmogel poguma, da bi se te esence Andrejeve kot dobrotnika osvobodil. Ampak zakaj? Po eni strani je razlaga ta, no, kot če sem gledal film, Dan Buda, ki se odjel, pa tisto nos ustava, pa tega ta noga, nekaj smeška. Tako da se mi nekakva asociacija pogodi hvaležnost, neka hvaležnost, ker je on le bil Maročan, ki si je kariero, tako kot smo rekli, predstavljal nekje svoje življenje v Franciji. In tista hvaležnost je včasih cokla oziroma pregrado vzpostavlja. Nekakšen odnos, ki postane odvisen odnos, čeprav je videti svobodo. On je videti dobrotnik, ampak pričakuje za to neko hvaležnost. In nekdo pri način, kot ste rekli, ki ti nekaj da, vedno mu nekje v srcu staneš dolžnik. In ko on videl že nekje pogled izza zidu, da bi se lahko šla tudi v Maroko ali pa tja, ni bil dovolj močan, mogoče dovolj zrelosti, dovolj pogumen bi zmogel, da bi njej sledil ona sama, pa tudi mi, ob otrocih in tem, šla preko tega. Se pravi, ona se čutila bolj ujeto, on pa ne. Tudi zato, ker ni čutil te odgovornosti, ko ste vi povedali, ker je pa ona kot mati se vsega tega zavedala. On je pa to malo njej prepustil in je v bistvu vse to pelalo to, da je fino, vse nam nič ne manjka. Kaj zdaj to pomeni? Veliko mladih družin v Sloveniji, ki v bistvu nič ne manjka, ker so jim starši zgradili hiše, zdaj še ta brezposelnost, ostaja 30 let, pa so še vedno doma in v bistvu delajo še dolgo študirajo, tako da v bistvu živijo vsem pa kakaj službo, ampak v bistvu pa nič ne manjka. Zakaj? Ker pravijo, sej, kaj pa čmo, sej drugi so pa še v slabši poziciji, sam potem se zgodi pa depresija. Človek nima možnosti preizkušnje in pa nima to tudi tako. V bistvu zlata kletka, gledajmo okrog, se ima res teč ni na vides materialnega banka. Duhovna praznina se je pa začetna zaljubnost. Iz začetnega je rana, ko sta šla s nekim pogumom v neko zvezo, ker sta jo zmogla, ob tem dobrotniku, on res ni ničesar bil. Je pa tudi tako, kot je gospa Zaveslova rekla, tudi on je tukaj dobil nekaj, jaz bi rekel, nadomestek, ker je bil pač poročen tako iz določenih namenov, poslovniških oziroma iz nekih vzgibov, tudi dobrotništva, to pa ni bilo nekaj, ker bi njemu partnerca, ta François, pomeni, da je dejansko življenjsko partnerca. In zdaj se pojavi tudi, jaz sem to skozi
samo na otroke, ker še ga pedofilstva nisem predvidel, pa bi ga lahko, ampak homoerotičnost, odnos, on, pa ta mlajši, pa predvsem sem pa mislil, da je to do Miller, ta odnos, tisto prikrito opazovanje, zelo sem pomislil, da bi lahko bil kateri od otrok njegov, pa to ne razkrijejo tekom dogodka, ampak končno finale, ona enega, ker nisem slišal vse otroke, umori, ker pač to ni bil otrok, od tega se nekako upere. Ker se to je bilo samo tak pogled na to, zdaj bi že zašel, to je bila ena misel, ker sem jo strnil, maksimalno sem pa še včeraj član Filmokluba, sem pa že tako 30 let. Spomnim pa rekel Magdalena, svetopisansko, zdaj berem knjigo Biblijo znikrat, ne. No, ampak Magdalena si jaz predstavljam kot grešno, pa svetnico gleda. V bistvu, ker Kristus prav prvi navrže kamen, ne, da tisto vzemam, to je bila druga grešna, ampak Magdalena kot Kristusova neko zvezo z njo ne bi imel tudi erotično, v filmu Kristusu. Tako da zdaj, tako ker ste vi zaznali, mešani občutki glede glavne junakinje se ustvarjajo, tukaj še nijo jasno. Tako da sem pa povezal to, da je vidim kot grešnico in kot svetnico. Tudi v teh slikah od Džota naprej, ker se je pojavila Magdalena pri snimanju skriža. Pa pjeta. Še gospa Vilja. Mene pozmenirja ta misel, doktor sem mislila, to sem razumela, da je imela ta psihotično strukturo, pa se zdaj sprašujem, če bi v drugačnih razmerah živela, če bi jo slišali, če bi jo videli te moški okrog nje, da bi se v vsakem primeru to razvilo. Ker to že na začetku, da je njen mož povabil svojega očka na določeno potovanje, da je pravzaprav zelo čudno, nenavadno. In ona v bistvu nikoli ni bila... Nobenega trenutka nista mogla preživeti. V pravem pomenu besede. Ona dva nista mogla razviti enega odnosa, tega zakonskega para, tistega globinskega. Zdaj vprašanje, če bi bila pa ona psihično močna, bi pa temu naredila drugačen konec. To razmišljam, ne? Na začetku filma se mi zdi, da pač vidimo ta mlad par, zelo mlada delujeta, relativno neodgovorna, naivna, na hitro se poročita, otroci se rojevajo, brez nekega tudi razmišljanja, kako bi lahko za njih skrbela sama, zakaj imajo toliko. Sploh teh vprašanj, recimo, ni. Lahko rečemo, da odnos do Andreja je do nekaj mera tudi izkoriščevalski. Cela maroška družina v bistvu pač računa na to, da se bo zaradi njega njim vsem izboljšalo življenje. Pač od poroke sestre z njim do tega, da ga je nekako prevzel, tega posinovil si brata, da skrbi za njih in ne vidimo neke točke upora, da bi se pravzaprav mlad par želel zelo močno recimo separirati, razmišljati, ampak kako se zgradi nova hiša, sicer še lepša zlata kletka, prav tako sledita njegovi pač zgodbi in sta pravzaprav na nek način soudeležena v tem. Zato jaz ne bi naredila iz Andreja izključnega krivca za situacijo, v kateri so se znašli. Njegov užitek lahko vidimo, da je do določene mere perverzen, da je neke vrste vojer, da uživa, da jih pač opazuje, nadzoruje, da uživa tudi v tej lepi slikci, ki okrog nje otroci so izjemno lepi. In pravzaprav tudi tisti, ko pregleduje medicinsko njo, ko je noseča, je skoraj neki napol, nek užitek nekoga, ki je pravzaprav simbolni oče vse te družinice. In moram reči, čemu bi se jaz rada izognila je to, da razmišljamo čisto nekako vzrok-posledica in druga stvar, da tudi razmišljamo, ali je nekdo lahko, ali bi lahko to preprečili. To je zelo skoraj da nemogoče na to odgovoriti. Navadno take vrste zločinov je zelo težko preprečiti, ker jih ne moš povedati, ker so nekaj tako grozljivega, tako nekaj takega, kar človek ne more si zamisliti, da bi se lahko to zgodilo. Da nekdo ubije 4 krasne, zdrave, lušne otroke v situaciji, kjer rečeš, da živijo relativno normalno. To je nezamišljivo,
In zato pravzaprav nekaj tako zelo grozljivega. In še posebej, da to naredi mati. To je ta travma mati, imidž matere, mati kot polna ljubezni in seveda mati, ki lahko naredi največje zlo. Ja, to se meni zdi res, da s tem koncem, oziroma mi to že ves čas filma vemo, se zavemo, da je to tako huda reč, da nekako, tako kot ste vi rekla, da težko, da bi nekdo, da bi do tega prišlo, če ni nekaj še zadnji. Po drugi strani, če bi pa recimo konc odrezali, če bi te tragedije ne bilo in bi bilo te odnosi na podoben način tekli, pa bi se pač to ne zgodilo, bi pa morda to drugače gledali, če bi to, kar smo videli, bi pač gledali to kot neko, kot ste vi omenili, to družinsko dinamiko. Gre za to, da so se res spraznili. Vsi so bili seveda udeleženi, ampak ta občutek praznine med njima skoraj, da pol ni bilo več pogovora. Nista vedela, kaj drug za drugega, kakšne so želje, kaj sploh potrebujete. To se je gotovo zgodilo. Pa vendar je na nek način tudi to, to, kar je recimo on, ko je pregledoval nosečo, seveda je bil izkušen zdravnik pa to, ampak Andrej je v neki meri prevzel tudi vlogo očeta oziroma moža. Na nek način je Munir se umaknil, ne da bi ga on do tega pripravil, ampak enostavno je spustil, mu je bilo pretežko, se tiste pobegnil potem malo v Maroko, se malo odpočiti, je bil ene vrste znak nezmoren, preveč je tega žužava. Ampak gre za to, da na nek način sta bila včasih, ona dva tako zlita v tem odnosu, to, kar ste vi rekel, da kar ni prišlo do tega. Kar pa meni daje ta film še razmišljati, pa seveda ne v smislu, se pravi, ko pride do te tragedije, ampak kako lahko to, če ti nekdo s pomočjo, z ljubeznijo, s tem dobrim starševstvom, in potem je toliko težje to na nek način prerezati, v običajnih družinah zdaj govorim. In to film tudi kar dobro pokaže, da je, ker se, če ne bi bilo te tragedije, bi morda to gledali drugače. In je to tukaj dobro prikazano, kako zaradi neke, tukaj v tem primeru gre tudi za lojalnost, hvaležnost, ampak vendarle on ni zmogel presekati te vezi z njim. Absolutno. Najbrž tudi neka zavezanost svoje lastne družini, ker so bili vsi povezani s tem, da jih je ta zdravnik pravzaprav reševal. Je pa seveda ta zdravnik upravljal tudi eno zelo predvsem mračno vlogo kot zdravnik, vsega vidimo, da jih daje neke tablete, tudi tam niti ne vemo, kaj so. Ta vez za psihiatrinjo je predvsem problematična, tako da neka odgovornost, etična odgovornost zdravnika se tukaj pokaže zelo problematična. Ja, se strinjam. Celo pomisliš vmes bolj kot kakšna zdravila je zdaj daje, da jo še morda ne potiska še globijo to. Mislim, jaz sem tako pomislila. Bi še kdo kaj še vi? Dobro večer. Vidmar, najprej hvala za predstavo pa tudi komentarje. Jaz imam samo eno vprašanje in sicer zelo me zanima, kakšen je psihološki profil oziroma kako bi ocenila, komentirati njeno dejanje, da ona nož ukrade. Kaj to pomeni? Zakaj ni v kuhinji ga vzela? Zakaj ga ni kupila? Zakaj ga je šlo krasti? Hvala. Ja, to je zanimivo vprašanje, ker v resnični zgodbi kupi dva noža. Sem šla brati ta belgijska poročila na internetu, to sem jih našla, in me je tudi to spomnilo. V tistem aktu, ko nož ukrade, meni se zdi, da je bil narejen seveda filmsko zelo zanimivo, ker nam daje seveda neko tenzijo, napetost, razmišljamo, jo bojo dobili, pač ta občutek, da se jih bo nekaj zgodilo. Seveda pa lahko reče, da je šlo za nek užitek kot razgresiji najbrž, da je, čeprav je imela dovolj denarja, da ga kupi, da je pravzaprav našla užitek v tem, da je naredila pač nekaj narobe, nekaj, kar ni prav in mogoče tudi čist fizični užitek v tesnobi. Kadar recimo nekdo nekaj ukrade, užitek ni v tem, da boš tisti objekt imel, ampak je v tem fizičnem občutku tesnobe. Se spomnimo, recimo še pred leti smo se iz medijev čudili, ko je Winona Ryder, ta slavna igralka, ukradla obleko za $3000, ko si bi lahko kupila ne vem koliko takšnih oblek. Takrat v takih primerih veš, da gre za neke druge stvari, ne gre za ta objekt.
odločila nož. Je pa zame bilo zanimivo, da se je odločila recimo uporabiti nož in mislim, da je v filmu zelo dobro narejeno ta zadnji akt umora otrok, ko v bistvu tega akta ne vidimo. Ne. No, iz časopisov sem pa prebrala, da v bistvu jih je ubila res precej traumatično, enega za drugim, ampak potem položila na posteljo. In spet tukaj je zelo podobno kot to, kar je naredila Andreja Jec, ki je spet položila na posteljo, no tam pa še naredila neko tako religiozno sceno z mehnim dojenčkom kot nekim nagim jezuščkom v rokah starejših bratov, ampak tudi tukaj jih je tako po vrsti položila na posteljo in potem poklicala policijo. Ne. In iste besede je o dejanskem zločinu zgovorila mati kot tukaj. Sem ubila sem jih, ampak poskušala sem tudi sebe in mi ni uspelo. S tem koncem je to res nekako zelo dobro narejeno, da mi tega ne vidimo, ne krvine, ničesar, celo tako zelo nežno, pravzaprav vsakega otroka pokliče k sebi in se to zelo v enem meru zgodi. Ne. Kar se noža tiče, je pa mogoče tudi to, da se mi zdi to, da ste dobro razložila s to napetostjo, ampak po drugi strani je pa možno tudi tako vzeti, da na nek način, glede na to, koliko jo je on nadziral, kaj ona kupuje, kje kupuje, da se bi lahko morda izognila temu, da ne bi ugotovil, kaj se pravzaprav dogaja. Včasih je to tudi tako pride do tega, da čeprav bi lahko vzela kakšnega doma, ampak da pač poskušaš to, da bi te nihče ne zaznal, kaj pravzaprav, v katero smer te nesne. Lahko je tudi čista bolj banalen razlog. Meni se pa zdi, da je v filmu bilo zelo lepo prikazana in to večkrat ta klic k pomoči. Ko si v stiski, mislim, ne zadnje je bil, mislim, da kadar pred tem, ko je pisala svojo psihiatrino. In v bistvu ta nož je bil iz našega vidika, da vidimo ta kriminal, ki ga počne, hkrati pa vidimo, kako ga zelo nespretno da v torbo, ko bi jo lahko komot ujel in je, tako kot ste vi rekli, je suspens tudi filmski in zelo močen. Ko pa že imam mikrofon, bi pa še vas rad vprašal. V tem filmu sicer smo res opazili ogromne napake, tako njenega osebnega zdravnika, ki je osebno povezan z njo, kot psihiatri. In me samo mogoče z vašega strokovnega vidika zanima, kolikokrat se take napake dogajajo, oziroma kakšne so tiste mogoče ključni problemi ali pa kritične meje, kjer se dogajajo te ključne napake pri psihiatrih, kjer vidimo, kako zreducirajo na zdravila in vse to. Če smo mogoče iz tega vidika. Ja, glede prvega vašega komentarja bi samo to še dodala, da dejansko pa vidimo, je res je naredila klic na pomoč. Sploh tisti telefonski klic je bil jasno o tem, ampak takoj naslednje kadar je pa v bistvu, ko je za to kaznovana, takrat, ko je v bistvu psihiatrina, očitno je kontaktirala Andrejo sooči, jo v bistvu na nek način zelo ostro prime, ker je, ko se spomnimo, prej v filmu je on prepovedal, da psihiatrini pove resnico, da živijo skupaj. To je zelo težko je bilo, namreč na nek način, ko greš v psihoanalizo ali neko terapijo, ideja je, da boš povedal vse, kar je v tvoji, nekje ti prišlo v glavo in ona tega ne sme povedati, ključne stvari, v kakšni situaciji živi. In v bistvu lahko je tudi neke vrste bil nek moment, ki je pomagal temu ključnemu dejanju, prav to, da je bila pravzaprav soočena, bila je nekje poklicana, da se zagovarja za to, da je naredila to veliko napako, priznala psihiatri in da živijo v tej čudni navezavi z Andrejem. Tako da te scene ne smemo pozabiti. Glede na vaše zadnje vprašanje pa jaz bi težko nasplošno govorila o tem, kaj se dogaja v psihiatriji. Predpostavljam, opazujem to v razdaljave, da zlahka prihaja do takšnih napak, da zlahka prihaja do tega, da posameznik ni bil obravnavan na način, ko bi mu pomagalo, da je prehitro nekako označen z eno boleznijo in potem navadno dobi neka zdravila,
oglasi se pri psihiatru za zelo kratke seanse, sploh pač v današnjih časih, ko imamo takšno povečanje bolezni, psihičnih bolezni, predpostavljam, da je to nekaj zelo običajnega. Bojim se pa, da se soočamo tudi z vedno večjo paranojo na nivoju, kako naj bi psihiatri obravnavali posameznike. Zdaj, tukaj bom dala angleški primer, ravno glede problema detektirati možno nasilje do otrok, se je v Angliji zgodilo to, da morajo psihiatri danes, takoj ko dobijo nekoga v obravnavo, izpolniti nek, reče se, roza papir, nek roza list, kjer morajo oni nekako označiti svoj občutek, ali je ta človek potencialno nevaren otrokom. Zdaj, ti si nekoga recimo prvič videl, z njim si 10 minut, recimo, da je neka ambulanta, nekdo pride krizno v psihiatrično ambulanto. Kako lahko nekdo sploh nekaj takšnega izpolni? In kar se je zdaj zgodilo, je, da je precej angleških psihiatrov se je temu uprlo za ceno možne izgube službe, da pravzaprav teh roza listov ne želijo več izpolnjevati. Seveda tak film nam na nek način odpre to zagato, ali lahko predvidimo, kdo bi lahko potencialno bil nevaren otrokom. In nažalost moram reči, da poskusi predvideti za sigurnostjo naprej vodijo v zelo problematične nove prakse. Zgleda, da ni več vprašanj in komentarjev. Mogoče, Renata, s čim bi zaključili v tem filmu? Še več dobrih filmov. No, mislim, da je to kar dobro. Hvala, da ste bili z nami. Hvala, Renata.